Dobro jutro. Ste kaj utrujeni? Jaz priznam, da sem utrujen in moral sem se malo odstraniti, pa še se moram ustaviti, kajti iskreno vam priznam, da okupacija, ki se dogaja okrog mene, tako strani pravih, tako strani te pomoči s temi paradajzi in seveda zbiranjem za melito, vse sklop tega je pustil kar konkretno sled na tem, koliko lahko se ustavimo in delamo sami sabo. Torej govorim zase. Jaz resnično nisem bil sposoben 3 dni zbrati koncentracije, da naredim nekaj, kar vam želim dati. Je pa v tem času seveda se zgodilo kar nekaj stvari, kar nekaj dognanj, kar nekaj pogruntavščin, in seveda moramo biti iskreni, da je čas, v katerem se nahajamo, tako ratov pester, tako ratov hiter, tako je ratalo en kup enih dognanj, enih spoznanj. Tudi ljudje lahko opazujem, pa se mi že dlje časa menimo, da opazujem ljudi, kaj se jim dogaja. Ja, strinjamo se, čedalje več nas je, da ljudem se kisa, ne? Pa to niso toliko ljudje, kakor so to v bistvu osebe, ki nimajo lastne esence, ki so ostali brez lastne kontrole oziroma njihovih nadrejenih narcisov oziroma sistemskih doktorjev. Sekunda, sem toliko zmeden, da nisem si kave dokončal, zdaj moram pa vsaj ugasniti. Ja, in ker nimajo komande, kaj morajo narediti, so začeli dogajati iz svoje lastne buče, njihove buče pa žal nimajo informacij, kaj in kako, zaradi tega, ker nimajo povezave s sourcem rešene in dodelane. In ker morajo delati po lastni vesti, je balen drek. Njihova vest je umazana. In če se narcisa, ki ima osrano vest, najde na spoznanju, da je bil pač grd, on se tega močno zelo sramoti, ne? On, kadar je razgaljen, je osramočen. Zaradi tega noben od narcisov noče biti razgaljen, ne želi biti viden, kdo in kakšen je. Zaradi tega se na vse kriplje trudi, da zakriva svojo lastno umazano biti, kajti njegov največji strah je sramota. Da je dobljen na sramoti. Zato, da zaščitijo ta svojo umazanost, so pripravljeni narediti svašta. Z besedami so že skozlali, kako smo mi teoretiki zarote budale, zato da so oni kao malo bolj hudi, ne? Ampak to nas ni ustavilo, ker mi vemo, da smo preštudirali mnogo informacij, povezali mnogo pik med sabo in dobili svoje zaključke, svoje spoznanja. Prišli smo do nekih zaključkov in spoznanj. No. In s tem znamo iti naprej, to znamo nositi, to želimo nositi. Zaradi tega, ker vemo, da je čisto in je neizpodbitno. V poplavi informacij so naša spoznanja edino, na kar se lahko vsak zase oziroma vsak pri sebi zanese. Lahko slišimo, ujamemo in tako, da mnogo ljudi ne more več sploh prenašati teh nizkotnežev, lažnivcev, prevarantov. Enostavno tudi stik z očmi ni več, ne moreš ga, fizično ga ne moreš, ker energetsko smo postali bolj občutljivi, bolj senzibilni, bolj pa ne, da smo občutljivi, zdaj pa začnemo jokati, ampak občutljivost, pri mikrofonu je tako, veš, občutljivost je občutljivost, ne, zdaj, kakor mikrofon naštimaš na občutljivost, toliko je tebe slišati. Gre za to, da lažje zaznavamo vibracije, ki se
širijo od ljudi in od pravih ljudi se širi lepa, mehka energija. Od napačnih ljudi se razteza težka, smrdljiva, zamegljena, zalepljena energija, ki je v bistvu obremenjujoča. Iz svojih izkušenj vam lahko povem, da negativno osebo jaz začutim, ne glede na besede, jaz začutim težo energije. Pa nisem noben jaz energetski guru, da ne bo pomote. Jaz sem hočem reči, da že zaznavam, pa verjetno nisem edini, pa če boste malo pozorni, verjetno že marsikdo od vas bo rekel, ja itak, Turšič, kaj zdaj pa kaj novega povedal. Ne, nisem, marsikomu je to že znano, marsikdo je v fazi občutiti to, marsikdo se premalo druži, da bi te stvari lahko zaznal. Skratka, je pa te stvari čutiti in verjetno je kdor se je prebudil v ta, bom rekel, svojo lastno zavest, je te stvari čutil ali zdaj, ali 5 let nazaj, ali 50, ali pa 500. Je verjetno čisto vsem šmoren, zaradi tega, ker to je naša lastnost. To mi imamo noter, ukalkulirano in zbuditi se pomeni ugasniti vse programe, ki smo jih bili deležni. Vsa, bom rekel, znanja, vedenja in informacije, ki so prihajale do ljudi, vse, ampak vse so bile režirane, izkrivljene resnice, polresnice, laži in debele mastne izmišljotine. Vse to je bilo eno z drugim. Recimo, včeraj sem ujel en tak kratek posnetek, sprašujejo človeka, ki je bil kao na Luni, pa ga vprašajo, ti stari, kako kdo pa tebe slikal? Ne, oni ne rečejo, da je stari, nismo bili na Luni, ne. Oni lažejo naprej, oni rečejo, da najprej je splezal po stopnicah, pa je paril pa kamero, pa je televizijsko, pa je kaj postavil, pa se je posnel sam. Ne, veš da, valjda, spet verjamemo zgodbi, ker valjda vsak izmed nas je že držal televizijsko kamero v rokah in jasno je, pa ne zdaj to novo. Ki so stare 30, 40, 50 let, dragi moji. A veste, kako je ta kamera zgledala? To nisi jo ti z eno roko paril pa nesel, pa tako dal na stativ, tako ko on pravi. Jaz sem bil na televiziji, pa so te televizijske kamere malo drugače, kot nam probajo zdaj to objasniti. Ne? Mi smo kamero parili, smo jo dali v nevo, to je to, super slikca, ne. En kup laži, hočem reči, oni ne nehajo lagati, ker ne želijo biti prepoznani, enostavno skrivajo in skrivali bodo do konca. In mi smo se sprašvali, do kje bodo pa šli, kje se vse ustavi, se je sprašvala Lara Baruca. In smo rekli do špage, dok jih ne bomo zategnili. Ne? Pa ne govorim, da smo mi morilci, pa da jih bomo zdaj fizično. Oni sami sebi zanko za vratom zategujejo z vsako svojo izjavo, z vsako novo lažjo, z vsakim dejanjem, ko rečejo, jaz sem tudi tako duhoven, veš, Matej, kot ti, a ne, ful se tako z duhovnostjo ukvarjam, veš, pa nič ne lažem, res ne. Iz tega stavka vem, da imam opravka z napačno osebo. Je dovolj. Zaradi tega, ker tist, ki se je kam prebudil, ne oglašuje tega na veliki zvon, ker mu ni do tega, ker ni bilo, če si to rekel 5 let nazaj, si dobil bombo, enega dreka na sebe, zaradi tega nisi nikoli tega rekel, ne, ker si mogel te stvari delno skrivati, ne. Zdaj smo malo bolj pogumni, ampak jaz imam stvari, ki jih vem, že dlje časa, pa jih ne povem na glas, zaradi tega, ker ne bi naletelo na pravi odziv, na prava ušesa, oziroma bi bil odziv napačen. Ne? In marsikdo od nas marsikaj ve, pa ne pove. In tle je pa naša prednost. Oni govorijo laži ful na glas, mi pa našo resnico selektivno oddajamo od sebe. Super mi je, ker ne vejo, kaj vse vemo. To mi je od vsega najbolj všeč, da ne se ukvarjajo zdaj, kaj je v naših betinah. Ne? V tem času je za nas, ki smo v fazi bujenja. Zdaj, meni je najlepše, če se človek počasi prebuja. Ne? Počasi. Malo razmisliš, kaj si sanjal, spiješ vode, se uležeš nazaj, da se lepo počasi prebudiš.
To je prebujanje naravno in normalno. Ne pa, da naredi drin, dam, in te zbudi in te odtrga iz trdega sna in se prebudiš najverjetneje sam sebi v napoto. Zaradi tega mora biti proces prebujanja tudi tega, v katerega se prebujamo, nežen. Mora biti počasen, korak po korak. Ne? V tem procesu prebujanja je mnogo potrebno in zaželjeno in za moje pojme tako nujno potrebno, da kar videe snemam, ne? Ampak opogumljanje, da smo si pri razumevanju v pomoč, da v bistvu ne pademo na pol poti. Prišli smo ful daleč, ampak to še ni čist končna postaja. In nismo prišli tako daleč zato, da pridemo samo do sem. Mi smo rekli, da gremo do konca. And beyond. In naprej. V vsem tem času vsak pride do točke, kakšen dan, kakšna ura, kakšen moment, kakšna situacija, ki rečeš, stari pa ne morem več, stari pa ne se že nekaj zgodi, no, a ne? Pa sej vse, vsakič znova se kaj zgodi, ko prideš do teh, bom rekel, nezaupanja vrednih misli, a ne? Takrat nisi v pravi vibraciji, nisi v pravi poravnavi. Ko se pa spet umiriš in poravnaš, pa vidiš, da je vse tako, kot mora biti. In se dogaja s hitrostjo, kot mora se dogajati. In lepo prosim, če ste toliko prijazni drug do drugega med sabo, govorim do plemenskih, narcisa nimate kaj opogumljati. Ne? Njih moramo prepoznavati, plemenske pa moramo opogumljati in moramo od sebe devati svetlobo, obvezno moramo oddajati pozitivne misli, poglede, dejanja, besede, ki hrabrijo. Bodite dovzetni za to, da prisluhnete. Vsak, prav vsak, tukaj pa tudi narcis, ima svojo zgodbo in je za nas lahko tisti del njegove zgodbe uporaben. Ne? Nikoli in ničesar ne smete jemati, ne smemo jemati zdravo za gotovo. 1000% je to kupa, nič drugače. Dokler ni tvoja lastna izkušnja, kar pusti, ni treba čisto tako reči, dokaj verjamem. Ker mi ta besedo verjeti počas opuščamo, ne, verjamemo samo sebi, drugim pa ne medijem, ne doktorjem, ne ljudem naokrog, ker lažejo vsi. Jaz sem mislil, da vsi svet gledajo skozi oči resnice, pa smo pogruntali, da temu ni tako. Druščina je bila velika. Nič hudega, vse ok. Skratka, opogumljanje v tem času je pomemben faktor, zato ga dajte upoštevati. Ali? Narcis izkrivlja resnico, tako je, narcis vedno vsako resnico izkrivi. Zdaj mi je precej noro dejstvo, veš, kaj rečejo, nov virus je prišel in folk da masko na glavo, ne? Se rečeš, pa kako mona ti lahko verjameš vsakmu dreku, zastopaš. Mislim, da imam pol pripravljene tudi 2 slikice v tem kontekstu, ki v enem letu so rekli, da je najhladnejše leto in čez 14 dni, da je najtoplejše leto. Ne? Mislim, da 2008. In folk je kupil vse. Noben ni šel preverjati tega. Ne? Ti si folku rekel, kar si hotel in folk je goutnil. Informacija prišla, tu pa ni več, nikoli več ni noben tega obdeloval. Ampak vsem jajcem verjamejo. Razen resnici. Ki začneš razlagati po resnici, ki imaš pa ti pa dokaz. Tle stari, tle noter. Ja, pa da je dokažu nekako stari. Jaz ti lahko povem, kaj vidim, kaj čutim, kaj imam stari, zdaj pa ti pa s tem nared kar češ. Je pa škoda, da ne verjameš, ker ti govorim resnico. Ker ni ideja, da bi tekmoval s kom pa s svojimi besedami, komu želel škodovati. Kontra, želim vsem vse dobro, da bi bilo čim več ljudi lahko prebojenih, da bi jim lahko pomagal, pa se jim ne da. Ne? Moj namen ni nikomur škodovati in plemenski ljudje ne škodujemo nikomur. Ne? Smo pa bili mi tarče in nam je bilo škodovano strani narcisov. Zelo, na vsakem koraku.
Ne? In zdaj oni verjetno imajo občutek, da čim želiš dobro, da jim v bistvu škoduješ. Ne? Hočem reči, folk je kupil vsako laž, vsak drek, vsako bullshit navaden, resnice pa ne gre noter v bučo. A ni zanimivo? Ne? Mislim, kar čoš jim daš, edin resnica. Prav da bi dobil odpor do tega. Ne, pa se po svoje logično, resnica jih boli, ne. Oni nočejo slišati tega, da so delali stvari narobe, da so v bistvu načrtno. Ne, da niso vedeli, Bog odpustim, saj ne vedo, kaj delajo. Oni so vedeli od nekdaj, kaj delajo. Ampak bi jih bilo sram, če bi bili pri tem prepoznani, zaradi tega se tako močno bojujejo biti zakriti in pokrivajo to svojo resnično slabo osebnost, jo prekrivajo s 1000 lažmi in konstrukti, kjer probajo, recimo v mojem primeru, mene do maksimuma osrati, ker bi to pomenilo, da so oni dobri, recimo, v njihovem svetu. Ne? No, ne, sej počas prihajajo do tega, da ugotavljajo, da žal pa jim je tale MTK ušel izvajati in ga ne morejo več podržati nazaj. Ja, to je tisto, kar vam pravim, samo ravno, samo gasa, ki si krenil, gasa. Mene ne morejo več utišati in uničati, razen če zaprejo kompletno YouTube, pa Facebook, pa posel pa resnica bom rekel na tak način scenzurirala. Zdaj, ko sem gledal sem preletu iz Havajev, prihajajo taki posnetki, ljudje seveda so rekli, niti ena stvar ni res, kar jo slišite iz medijev. Tukaj so šli na vse ali nič in so naredili barikado, ljudem niso pustili zbežati iz gorečih okolij. Ljudje so skakali v vodo, ne vem, precej je mrtvih, ni to bil hec. Recimo zanimivo, da plave stvari niso zgorele, plavi avti, plave dežniki, plave hiše niso zagorele, ker valjda laser prime na vse, razen je bil tako narejen, da pač plavih stvari ni uničil. Tako da mislim, vse kaj drugega kot divji požar je to bil, ne? Ampak mediji ne bodo tako rekli, kljub temu, da je posnetih 1000 videov, kaj ti čist vsak na Havajih, ko ima šanso, je to posnel in rekel, tole je, poglej stari, noro, in stvar se širi kot požar, ne? Mnogo vsebin iz Havajev, skratka, šlo je tam za totalno uničenje ljudi, ker so seveda bogataši si zaželeli pokupiti vse parcele starodavnim prebivalcem Havajev, torej avtohtonim, pa pač frderbati vse, da bodo prodali zemljo po ceni, kajti na Havajih je cena zemlje toliko kot v Londonu, ne? Drago kot pes, ne? Ampak zdaj so iz tega raja na zemlji, ki je precej podoben temu, kar gledamo zadaj, če ni celo to, so naredili oni v bistvu opustošenje. To je en tak dokaz, da si v bistvu ta kabala zelo se zabava, kadar uničuje in želi mizerijo in želi, da je grdo, in oni bi ta planet vrgli vse atomske bombe, ki jih imajo naenkrat, bi jih zmetali samo, da ta planet crkne. Z nami vred. Resno je tako. Ampak nekaj jim ne gre v redu in to smo prepričani, da zadaj je Q in Trump in vojska in inteligence in tako vse se dogaja prav tako, kot se more s Putinom ured, z menjavo valute. Jaz se pravim, mnogokrat smo že rekli, joj, pa kakšen vroč datum, pa to. Jaz kar smatram, da avgust je tak, ki bi nam lahko še kaj navrgel, kakšno vidno spremembo tudi v javnosti, da tem ovcam se končno zatakne koščica v grlu in obmolknejo, ne, recimo. Prijaznost kot taka, ne, mi plemenski imamo v sebi kar nekaj lastnosti, mi tekom časa jih probamo pripeljati na plano, kaj je prirojena lastnost in kaj je naučena lastnost, ki jo uporablja narcis, ki se s tem ni rodil, oziroma mogoče se je rodil, pa je bilo potem ugasnjeno, ampak on se je naučil prijaznosti, veš pa 10 božjih zapovedi, pa tako, ne. Napisano je bilo, kaj ljudje počnejo, pa kaj ljudje ne počnejo, kaj je njim prirojeno, tako da če hočeš se med njih pomešati, moraš upoštevati ta dejstva, ne. No in ena izmed teh je prijaznost.
In nekako čutim znotraj teh komunikacij na spletu ali pa v živo, da je komunikacija med plemenskimi krasna, nežna. Še ko pride do provokacije, je odgovor prijazen, nežen, nekonflikten. Prepoznate, v tekstih prepoznate, ali gre za dvoumnost, ali gre za enostavnost, razumljeno, ker je tak, ki je napisal, želi, da je razumljena. Z moje strani sem vam že razlagal kot 3-letnemu otroku jasno in glasno razlagaj svojo resnico in naj ne bo dvoumna. In res je tako. Vse, kar berem stvari, dragi moji, če je zapis nedvoumen, ga je naš napisal. Čim pa moraš ti študirati, čakaj, kaj? Čak ne, ali tako, ne, jaz se da tako. Dragi moj, ti lahko ga kar preskočiš ta tekst. Trsk, ni v redu, ne? Ali pa se isti avtor ima danes tako razlago, pol čez 2 dni mičken to obrne, da zdaj v bistvu sam sebe malo negira. Ne si interpretacij ene in iste stvari je mnogo, da ne bo pomote, ampak izključevanje pa ne pride v poštev, ne. Izključevanje, pač energija je vse prisotna, ne da se jo uničiti in tako naprej, saj nima veze, da se jo sam pretransformirati in mi, ker smo prijazni, znamo tudi negativno energijo obrniti v pozitivno energijo, ker smo tudi transformatorji, mi jo transformiramo, ne. Zelo zanimiva je stvar, da, čakaj sekundo, kaj je zanimiva stvar? Ta, da so bili genocidni, ki so nas peljali skozi proceduro, ki se jo ne bi smeli dotakniti. To so izdajalci, genocidniki, morilci, kakorkoli obračamo. Mi smo se temu upirali na tak način, da samo nismo ubogali, nismo se z nikomer konfrontirali, nobenega nismo na kol nasadili, nobenega nismo stepli zaradi tega, noben ni utrpel nikakršne škode, ker mi nismo ubogali, ne. Zdaj oni pa so s svojim delovanjem naredili kar mnogo dejanj, ki imajo tudi kazensko ozadje, ne. Mislim, od obrekovanja do obtoževanja, do grdih besed, do izločevanja, v smislu, si smel, če si cepljen lahko, če pa ne, to je rasizem, kaj ni ločevanje. Ne morem čisto vsega zdefinirati, ampak oni so en kup zakonov kršili, ki grejo po kazenskem pravu, halo, ne, in zdaj mi se tega nismo polatili in oni nam nimajo kaj očitati. Mi pa za njih imamo pripravljene čitabice, ne, ker nismo glupi. A veš, mislim, mi smo zelo razgledani ljudje v primerjavi s temi, ki so sodelovali s sistemom. Oni so ozko usmerjeni, slepo verjamejo svojim nadrejenim. To smo tudi že razdelali, da slepo ubogajo avtoriteto in se ji klanjajo. Ne vem, če se spomnite, kako je Janez se poklonil von der Leyenovi, ne. Kako brez pike dvoma probajo uriniti v šolski sistem, zdaj ta LGBT. Ne razumem, kako lahko nekdo dovoli dati otroka v vrtec. Jaz ga ne bi dal. Če bi imel zdaj male otroke, jaz ga ne bi dal v vrtec. No way. Ne. Še pri šoli sem skeptičen in to fejst. Zaradi tega upam, da se bo že pred 1. septembrom zgodilo nekaj, da v bistvu nihče ne bo dal otrok nikamor. Zato smatram tako. Vem pa ne, to so samo gibanja. Logično bi pa bilo, ker naši imajo vse pod kontrolo. Pa boste rekli, kako, kaj pa je bilo na Havajih, Turšič? Mi nečesa ne vemo. Mi marsikaterega podatka ne vemo, ali je bila to recimo ena izmed stvari, da je lahko koga presenetila, torej taktike, ki jih imajo temačni, so umazane do amena. In toliko umazane, da naši umi ne znajo si predstavljati te umazanosti. In tle si rečem, mogoče so kaj falili, po drugi strani pa verjetno Havaji so nekaj, kar mi še ne vemo. Kako je s tuneli, kako je s povezavami sem in tja, čemu bi tam toliko bogatašev bilo,
Oprah, pa Will Smith, pa kdo že, Lady Gaga, ne, en kup teh slavnih oseb, slavnih, bogatih, v bistvu prevarantov, ne, glumcev, vse je gluma, ne, in zato so oni toliko častili igralce, ne, najboljši igralec, ne, mislim, se ne moreš verjeti, ne. Dobro, 22-25 minut, jaz pa še do slic nisem prišel, zato ker se mi zdi, da imamo časa na pretek, pa ga nimamo, moramo se prilagoditi. Z namenom, da se zaščitiš pred čustvenimi vampirji oziroma toksičnimi osebki in narcisi, bodi vedno pozoren tudi na to, kako se telesno počutiš ob določenih ljudeh, kako odreagira tvoje telo. To smo prej že nakazali. Ne, nisi neuravnovešen, kot ti probajo dotupiti. Sam počutiš pa se, da ne pašeš ti sam noter, kadar si obdan z ljudmi, ob katerih se ne počutiš varno. Tvoje telo že ve, ščitite, zato mu pa zaupaj. In ne ustrajati, v slabi energiji ne ustrajati, dragi moji. Imate možnost reči čau, brez zadržkov, ne rabite se za to lagati. Rečete, stari, ni mi do pijače, ni mi do debate. Ne bom se javil na telefon zaradi tega, ker nisem na kljukici, da bom poslušal večno ene in iste probleme, jaz, in ti od tega, ti mu kaj povedal, pa ne moreš, ker vaš čas govori, pa nič pa govor, tam imaš drevo, pa mu razlagaj, ne. Pač to so čustveni vampiri, to so take razsežnosti, da kako jih začneš kontemplirati, pa greš noter, pa spoznavaš, pa tebi nekaj kapne, pa čez en teden se to poglobi, pa čez 3 dni se še bolj poglobi. Pa rečeš, pa kako je to mogoče, ne? Ampak okej, smo sprejeli, ampak v isti capi tudi devamo ljudi tam, kamor jim je mesto, ne? Take kot so, torej stran od mene. Divine, božansko bitje, bodi dovolj pogumen, da se premakneš naprej in pustiš stvari, da grejo. Naj pusti stvari, da grejo misli, ki devaluirajo, torej zmanjšujejo tvojo vrednost. Spusti stvari in idejo, da nisi dovolj dober, da bi napredoval in bil še boljši. Opusti idejo o ljudeh in navadah, ki zmanjšujejo tvoj doprinos do tega, da se izpopolniš v svoj namen. Nisem čez glih prav prevedel, ampak ja, mi moramo poiskati svoj pravi namen, svojo pravo misijo. Kaj je naša misija, jo moramo naštudirati. Čas je, da opustite vse stare omejujoča prepričanja. Prebudi božansko znotraj sebe. Mi smo razlagali, da Bog je noter, božansko je noter. Smo od Boga poslani, ne vem. A je Bog noter, ne vem, meni se zdi, da ja. Ali je mogoče to samo roka od Boga? Tudi mogoče. Vsi smo zvezani z isto zavestjo, od srca do srca. Vsi. Ja, tisti, ki to smo dovolili, da imamo. Ne? Tisti, ki nismo klonili, da bi rekli, ki so nam rekli, ti si neumen, pa takrat smo rekli, veš kaj, ne, nisem, ne. Nismo verjeli tem besedam, ti si neumen. Ja, okej, hvala, pa sem pa neumen. Okej, ne. Ne da se nas več utišati, veste. Kar je. Kdor se boji, da bo trpel, ta trpi že zdaj, ker se boji. Ne? To je Montaigne, ne? Michel de Montaigne, citati pametnih pravijo, kdor se boji, da bo trpel, ta že trpi, ker se boji. Strah je virtualna stvar, strahovanje je bila njihova strategija. Strah ne pride v poštev. Sej, tudi jaz imam še kakšno stvar, ki mi pride, se rečem, ja, jebem ti. Ampak ne, takrat si dovolim, si rečem, na tej nimate biti česa strah in nič se ne zgodi, sam strah je bil. Ne? Kratko trajen. Moram reči, to so vse lekcije. No in življenje je električno, vezano na elektriko. Ne padejte na sranje primitivcev. To je za tiste izgubljene in normije, ki so prestrašeni lastnih senc. Hodi naokrog, kot da te je Bog
poslov in se smej in nasmehni vsemu, kar vidiš. Širi svetlobo in abundance je to, kar imamo, neskončno imeti, obilje, ne? Širi svojo luč in obilje, ki prihaja, se pretaka skozi nas. Obilje, prav res je, in to so darovi in vsak izmed nas ima svoj dar in zavedajte se, da človek luči oziroma tak ima dušo, je lep in to se mu vidi na daleč, stari, brez dvoma. Jaz sem to začel opažati. Ne glede na starost, na obliko, na barvo, na nič. Lepo, pravi človek je lep, ne? Ima lep nasmeh, ima lepe oči, ima lep izraz, ima, ne vem, lep je, pika. Zgradi stvari in sprejmi priložnosti. To je najboljši čas v zgodovini. Je ja, kaj tacga niso imeli vsi možnost videti. Ne? To, kar zdaj prihaja k nam, niso imeli vsi možnost videti. In sami sebi smo bili predniki in pisali smo v tem času, da en dan pa pridemo dol, pa bomo naredili darmar. In evo, če ne bi bilo nas, mi smo tisti, ki premikamo vsak svoj košček te sestavljanke. Jaz nimam vpliva ne na Ameriko, ne na Brazilijo, ne na Havaje, še na Cerknico ne, ampak na nekaj, bom rekel, teh 1000, ki nas je, pa imam vpliv, ne, ali kaj, ne? Če drugega ne, se bolj pomirimo, pa malo se narežimo, pa včasih si rečemo, tles pa zaglajzal. Vse v redu, ampak čas pa le preživljamo skupaj, ne, in veseli me. No, in veš, le recimo pravi, se pogovarjata v McDonald'su dva normija, dva praznopuhloglavca in pravi, veš, so podgane in jejo hrano, oziroma jejo strup, mislijo, da je hrana. Glupe podgane. Evo ti mislim, človek, ta oseba, to ni človek, ne, ta oseba gre v McDonald's in reče, koliko so podgane glupe, ki jejo strup, misleč, da je hrana. A ne? Mislim, v McDonald'su nič ni zdravilno, ne? Vse je strupeno. Sam ljudje ne vejo. Ne vejo. Ti ljudje so tisti, ki ti rečejo tisti neumen, ki si rekel, da je v hamburgerju človeško meso, on reče tisti neumen in žre naprej. Torej popolna ignoranca. Prav pa ne bo. Attitude to monsters when you've been through the last 3 years. Te pošasti so ustrahovali nas na vsakem koraku, da nismo mogli nič narediti in kadar nas pošast zdaj po teh 3 letih, 4 že skoraj raziskovanj in poglabljanj in sodelovanj in potrjevanj, ti ugotoviš, da te pošasti nam v bistvu nič ne morejo in vse, kar je, naredijo in naš odgovor je samo fuck off. Dovolj je. Ignoriraš pošast in rečeš fuck off. Nima to z mano, če se s tabo ne bom ukvarjal in pošast utihne. Ne morete verjeti. Ne moš verjeti. Mislim, verjamete, ja, ste že dali kaj tega čez. Ja, narcis bi rad avtoriteto kralja, ampak odgovornost dojenčka. To so 3-letni otroci, to sem nekje prebral. Njihovi umi so v bistvu nedorasli otroci ujeti v telo odrasle osebe in se temu primerno tudi obnašajo. Ne? Vse, kar se ne obnašajo tako, je igra. To so oni mulci, ki se na tla meče, ki ne dobi nekaj. To je tisto, ki sem vam rekel, jaz sem toliko duhovna, veš, jaz sem toliko ful huda, ne? In pa ji rečeš, ne, stara moja, ti sem kadiš ganđo, zberaš kamne in slišiš glasove znotraj svoje glave. In ta spiritualna oseba znori. Ni spiritualna, gluma je, maska je. V ozadju je še vedno ena in ista oseba, brezdušna školjka, ki se naven pretvarja, da je Jaz imam takih izkušenj kar nekaj. Ja, v zadnjem času, ja, precej. Behind the false self that we were programmed. Tako, za
za lažno osebnostjo, v katero smo bili sprogramirani, da verjamemo, da smo, za to lažno masko je neskončno multidimenzionalno bitje svetlobe. Ne? Multidimenzionalno bitje svetlobe. Res je, nerazložljiv je ta spirit, pa razum, pa milost, blaženost, ljubezen, ki teče. Mi samo orisujemo fragmente tega, kar se nam poraja in dogaja znotraj nas. Ne? Nekako pa smo začeli rušiti te lažne programirane prepričanja, lažna programirana prepričanje, kdo smo mi sami. Mi smo rekli, sem pa tonski tehnik, pa pek sem tudi, pa malo sem tudi štromar, ne. Ja, pa malo sem tudi to in ovo, pa vrtnarček, pa jaz ne vem kaj še vse. Ampak to nima veze, to so identitete zemeljske. Multidimenzionalno bitje svetlobe si, odklej izhajaj. Pokontemplirajte, da se zaveš, kdo si. Veš, da ni to, da ga rečem jaz, dej, veš kaj, če tako zdaj drugače pomisliš, v bistvu si Bog. Dej, to pa ne moreš. No, vem, multidimenzionalno bitje svetlobe. No, evo, tiste, ki sem vam tudi prej razlagal, leta 2080, najtoplejše leto, to je bilo na novicah. MMC pravi, da je bilo pa najhladnejše v tem desetletju. Ne? A se je kdo kaj pritožil na te novice? A je kdo rekel, lažete, a je kdo preveril? No, stvar je šlo naprej in folk je to kupuje vse, razen resnice. Ne, evo, in to je to, čisto tak za intermeco. Koliko so verodostojne stvari, ki jih napišejo kao ljudje, ki so kao novinari. Spet plačani, ne? Kaj pa? Napisal boš tako, kot ti rečemo, pa je. Delo, ki ga naredimo na sebi, postane darilo za vse ostale. Da, jaz iz svojega primera spet lahko povem, da marsikdo je hvaležen, da sem se pojavil, pa da delam, kar delam. In ne veš, da si darilo, dokler ne začneš dajati od sebe ven, skozi sebe predajati te darove, ki so ti podarjeni v zibelko, te darove, ki so v tebi čakali, da se prebudijo, vendar prebudijo se lahko, če delaš na sebi, s sabo, da se sam sabo malo ukvarjaš, ne da si upet v hrčkovo derko in gonoš sam in ke in o sebi ne moreš misliti nič, kamoli na sebi kaj narediti. Tako da ja, zavedajte se, da mi smo drug drugemu darila darovi in moramo jih pa prebuditi v sebi. In why not? Zakaj ne? Kar lepo gumno, ojle naprej, dokler je še vetre kaj. Tudi to drži, ne da se zbuditi nikogar več. Prišli smo do konca igre, tle so stvari, ki se bodo začele dogajati okrog nas in bodo iz ljudi pripeljale sranje in zna biti, da se komu skisa. Ja? Stopite nazaj od tega, da poskušate koga zbuditi, če pa so v krasnem spancu. So točno tam, kjer morajo biti in želijo biti. Okay? Mi smo se trudili, dej pa prebudce, ne da se. Niti zdaj ni več koga za prebuditi. Kdor je prebujen oziroma je stopil na pot prebujanja in vsak sam pri sebi še dogaja oziroma tudi skupaj dogajamo brez problema, zato pa se to gremo. Ampak da bi rekel, da boš pa zdaj kakšnega tega, ki ima do zdaj glavo v pesku, da ga boš kaj prepričal, ga pa ne boš. Kakor kaže, ne. In nima smisla. Zato, ker samo ravno naberamo informacije in to njim ne rabimo niti dati. Ne, ker jih ne rabijo. Ne rabijo oni tega sploh. Zato je škoda energije, ne. Energijo imamo zato, da jo uporabimo v kreativo, ne v argumentiranje z nekom, ki ne verjame. Ne. Ja, in življenje pogosto postane najbolj trdo tik preden se zgodi blagoslov. Ba, res je. Tudi v mojem primeru je bilo tako, da ne veš, ali bi... Kaj si v kotu? Boš umrl ali boš pa preživel, ampak
ne boš več živel tako, kot si živel, ker to ne vrača nobenih rezultatov, stvari boš začel delati drugače, kaj, ne vem točno kaj, takrat nisem vedel kaj, ampak tako, kot sem, zagotovo ne, in se ne predam, ali se predam, ali se ne predam. No, in ko se ne predaš, takrat pridejo pa blagoslov. Blagoslov je bliss, je bleščice. Začnete polivati. Marsikdo od vas ima te izkušnje, kocine po konci, mravljinčki v celicah, solza preteče, hvaležen si vsemu, ampak hvaležnost tako globoka, da jo nisi še v življenju nikoli tako naredil. In to so te stvari, ki so že darila tebi in dokaz, da si na pravi poti. Zato ne bremzati tega, nikoli. Mravljinčki so top. Čisto še ena taka, da se ne pozabi, ne, da heroji ne plešajo med tem, ko je tragedija. To delajo psihopati. Ne? Če tragedija, ne moreš plesati, ker je tragedija. Razen če si psihopat, lahko plešeš. Pravi heroji so zmatreni, se usedajo in počivajo in grejo naprej v reševanje. To so heroji, ne pa mangupi z maskami in vsi v kostumčkih plavih, banda psihopatska, ne? Ok, a se razburil Turšič? Ne, čisto, da vemo. No, in tlele sem rekel, bom ta zgornji del zbrisal, how to address, kako nasloviti vse religije, da ni nihče prizadet. Pozor, vsa pravlična bitja oziroma pravlične stvari. Ne vem, če ste gledali to risanko, krasno, Shrek je the best risanka. In jaz bom dodal temu, kako nagovoriti ljudi, osebke, da ni noben prizadet. Hej, kje ste vsi izmišljene stvari. Vse to, kar vidimo na vaših frisih v tem trenutku, so maske in jih nosite že desetletja. Ne, izmišljotinke, to so vaše slike o vas samih in zdaj drugmu verjamete, jaz ne vem, a ste res izmišljotina DOO. Ne? Realnost je nekaj, kar je ljudem precej tuje in realnosti se bojijo zaradi tega, ker realnost je božanska sila, neustavljiva. In sem rekel, da če se česa bojijo, je sram in pa božjega besa. Kadar to zarobanti, dragi moji, jaz sem se v življenju zarobantu tako močno zelo sam s sabo, da boljš, da ni bilo nobenega. Zanč pa sem mogel nekomu povedati zelo na glas. In v njegovih očeh sem videl strah, pa sem samo na glas povedal, zelo na glas. Pa zelo iskreno sem mu povedal, da je to, kar je, da njegove maske ne grejo več in da jih lahko vrže v kanto. Pa predtem sem mu želel pomagati, pa nima veze, da ne bom šel predaleč, ampak božji bes je tisto, česar se bojijo, zaradi tega so vam vedno rekli, doj, ne se razburjati. Ja, zaradi tega, ker bo tu vam prišlo, bo posekalo tle čez podvorane. V tem kontekstu sem prepričan, da se bojijo, da se mi božja bitja zbudimo, spregledamo v njih in vidimo, kdo so, vidimo, da niso to, za kar se pretvarjajo, da so, in to je sramota, ki se jo sramujejo in jih je sram, če so prepoznani, zaradi tega se upirajo do zadnje. To so te laži, ki bodo šle naprej do, jaz ne vem, dokjer če iti, ne, ali kaj tacga. Začel sem s tem, da je ipak v mojem življenju kar nekaj gužve ratalo in vem, da potrebujem 2 dni kontemplacij sam s sabo v gozdu, pa makar med komarji. Rabim biti sam, ne morem več toliko dati sebe ven, dokler se napumpam, da najdem spet mičkem poravnavo, ker imam občutek, da mičkem sem izstopil iz ne ternic, ampak se mi zdi, da bi vse skupaj lahko bilo še boljše in tudi bo brez pike dvoma, enostavno, da razdajam se trak 300 na uro in seveda valjda čas, ki ga preživite sami s sabo in v naravi, je vreden
bistveno več, kot si mogoče lahko predstavljate. Jaz imam spet tle lastno izkušnjo, da narava je moj dom, vse pa smo, to je naš habitat, in v naravi moramo preživeti čas in narava je vedno, nas čaka odprtih rok, nas čaka odprtih rok tudi univerzum in vsak angel, s katerim smo podpisali pogodbo, da gremo dol na zemljo rešiti. In oni pravijo, dej, dej. Ja, ne, čak, tam moraš iti levo, ne, tam moraš iti desno, ne, itke, pa te pa brcne. Aha, no, zdaj pa veš, ne, itke, zdaj moraš iti desno. Bodite pozorni, niso stvari, ki se vam dogajajo slučajne, vse je tako, kot mora biti, ne razumite dogodkov, kot da ste žrtveno jagnje, ampak kot znak, da morate narediti nekaj drugače, ker tako, kot ste mislili, očitno ni pravilno, ne? To je to. Dragi moji, držite se, jaz sem začel že flancati in če jaz začnem flancati, ne končam, ne? In to je to. Držite se, izkoristite dan, bodite veseli, ljubljeni ste že, ljubite tudi naprej, pozor, bodite hidrirani, Schumannova resonanca dogaja, vojska dogaja, datumi dogajajo, BRICS dogaja, na vseh nivojih se dogaja, galaktiki nam sporočajo nove stvari. Skratka, vse je tako, kot mora biti, le ti bodi ta svetilnik, ki naj daje naprej še več, ker na nas je, da temu svetu prinesemo, presidramo večni mir. Ok? Ajde, držite se. Čau.